zelo gostim kožuščkom. Imel je droben, črn smrček in nenavadno žareče oči. Eno oko pa je imel povešeno. Ime mu je bilo Oliver. Če smo iskreni, Oliver ni bil posebno lep zajček. Po sivi dlaki je imel postajane temne lise, uhli pa mu niso stali lepo po konci, kot se spodobi zajčkom. Znal pa je imenitno skakati in imel je, kot smo že povedali, zelo topel kožušček. Zima je po eni strani za zajčke prav zabavna. Takrat imajo priložnost, zaskačijo po snegu in se potem ozirajo po sledeh in ogledujejo zamotene vzorce svojih tačk. Tudi za Oliverja je bila zima zabavna. Po drugi strani pa mu je prinesla žalost. Zima je namreč tisti letni čas, ko se vse družine na sveti večer zberejo po svojih toplih domovih, da bi praznovale Božič. Res je, da je Oliver znal spretno skakljati in da je imel zelo gost kožušček. Toda, kolikor je vedel, je bil edini zajček v gozdu. Prišel je sveti večer in Oliverju se ni zdelo prav, da bi se sam vrnil domov. Zato je sklenil, da bo še malo skakljal naokrog po jasi sredi gozda. Hop, hop, hop. Oliver je vtisnil sledi svojih tačk v svež sneg. Hop, hop, hop. Potem se je obrnil in opazoval čudovite vzorce, ki jih je napravil. Zajčki znajo imenitno skakati. Je pomislil sam pri sebi. In tudi zelo topi so, saj imajo gosto dlako. Toda Oliver ni bil čisto prepričan, da to res velja za vse zajčke, se še nikoli ni nobenega srečal. Ko je postalo pretemno, da bi si še mogel ogledovati svoje sledove, se je Oliver odločil, da gre domov. Pot ga je vodila mimo mogočnega hrasta. Visoko v vejah je bilo slišati živalski klepet. Oliver je pogledal gor in opazil veveričjo družino. Kako čudovito so se imele. Pozdravljene vi tam gori. Pozdravljeni tam spodaj. Ali praznujete Božič? Seveda, sveti večer je, vsi praznujemo Božič. A lahko še jaz praznujem z vami? Ali si veverica? Kaj pa si potem? Zajček! Zajček? Ja! Kako pa potem misliš priti v našo hišo na naše praznovanje, če si zajček? Zajčki vendar ne znajo prezeti po drevju. Ja, to je res. Ampak znam pa imenitno skakati. In sem zelo topel, ker imam gost kožušček. Žalno. Nam je prav nič ne vemo po skakovanju in gostem kožuščku. Vemo pa, da mora znati prezati po drevju, če hočeš priti na našo hišo. No, prav. Srečen Božič vam želim. Vesel Božič. Nesrečni zajček je odskakljal naprej. Začelo je snežiti. Kmalu je prispel do reke in blizu brega opazil čudovito kočo, zgrajeno s količev, dračja in dlaka. Znotraj je bilo slišati petje. Mogoče bom lahko pri njih
praznoval. Tok, tok. Kdo je? Zajček Oliver. Pozdravljen, Oliver. Pozdravljen. Ali lahko praznujem z vami božični večer? Mislim, da lahko. Ali znaš plavati mogoče? Ne, znam pa skakati in sem topel, ker imam gost kožušček. Veš kaj? Nažalost nisem zajček in nič ne vem o toplem kožuščku in o skakanju. Vem pa, da če hočeš priti v našo toplo hiško, moraš znati plavati. No, prav. Srečen Božič. Enako, vesel Božič. Čeprav je imel Oliver zelo gosto dlako, ga je vendarle začelo zebsti. Medlo je tako močno, da je s svojimi malimi zajčjimi očmi komaj razločil nekaj pedi pred seboj. Prispel je že skoraj do doma. Takrat pa je iz podzemlje zaslišal razigrano cveljanje poljskih miši. Ali lahko praznujem Božič z vami? Prosim. A veter je tulil tako glasno, Oliver pa je tako močno hlipal, da ga nihče ni slišal. Ker sploh ni bilo nobenega odgovora, je Oliver sedel kar v sneg in začel na vso moč jokati. Kaj ti pomaga, da si zajček in znaš skakati in si topel zaradi dlake, ko pa nimaš nikogar, s kom bi praznoval sveti večer. Oliver je jokal in jokal. Ko je prenehal, je začel premišljevati o svoji zajčji usodi in je obsedel kar tam v snegu. Nenadoma se je zavedal, da ni sam. Pogledal je naokrog in napel svoje svetleče oči, da bi videl, kdo je v njegovi bližini. Zelo se je začudil, ko je ozrl velikega srebrnega volka. Volk je bil izredno velik in močan in oči so mu ognjeno žarele. Bil je najlepša žival, kar jih je Oliver kdaj videl. Srebrni volk dolgo ni spregovoril, kar stal je tam in zrl v Oliverja s tistimi ognjenimi očmi. Potem je počasi in umirjeno spregovoril. Oliver, zakaj sediš v snegu? Zato, ker nimam družine, s katerimi bi praznoval svet večer, in ker so zajčki popolnoma neuporabni. Tudi zajčki so koristni, znajo skakati in zelo so topli. Čemu to pomaga? Res je zelo koristno, ker je to dar, ki je dan zajčkom. Zastonski dar, brezpogojno. Vsak dar, ki je nekomu dan, pa je dan z nekim namenom. Nekega dne boš spoznal, zakaj je dobro, če znaš skakati in si topel, ker imaš gost kožuščen. Ja, ampak jaz še zmer nimam družine, da bi praznoval. Seveda jo imaš. Vse živali v gozdu so tvoji domači, tvoja družina. Nato je veliki volk izginil. Kar ni ga bilo več. Oliver je samo za hip krenil z očmi in ko je spet pogledal, je volk že izginil. Vse živali v gozdu so moja družina. To je dar, zastonski dar. In Oliver se je lotil dela in delal pozno v noč. Najprej je poiskal najlepše količke, kar jih je mogel najti. To je bilo zaradi snega prav težko. Potem pa hop, hop, hop
do Bobrove počem, količke je pustil tik pred vrati, ob njih pa listek z napisom. Dar, zastonski dar, brezpogojno, spis, član vaše družine. Potem je Oliver kopal in kopal. Kmalu je zbral dovolj suhega listja in trave, da bi bilo od tega veveričje gnezdo toplejše. Hop, 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 hop. Pustil je travo in listje tik ob deblju velikega hrasta in priložil sporočilo. Od člana vaše družine. Bilo je zelo pozno, ko se je Oliver naposled odpravil domov. Skrbelo ga je, ker je vedel, da se bliža snežni vihar. Hop, hop, hop. Kmalu se je ubogi Oliver izgubil. Veter je divje tulil in postalo je zelo, zelo mrzlo. Mrzlo je. In čeprav imam gost kožušček, lahko zmrznem. Tedaj je zagledal mišjega mladiča, ki se je izgubil v snegu. Mišek je bridko jokal. Malček, ne skrbi, takoj bom pri tebi. Izgubil sem se, nikoli ne bom našel poti domov in vedno bom smrznil. Ne skrbi, Mišek. Kar sem v solizi in te bom pokril, da ti ne bom mrzlo do jutra, potem pa poiskala. Oliver je legel čez malega miška in ga tesno privil k sebi. Malček je začutil, kako ga je vdar topel kožuh. Še nekaj časa je pomalem jokal, a kmalu ogret je lepo zavarovan zaspal. Oliverja sta dolgo mrzlo noč spremljali dve misli. Najprej je razmišljal. Zajčki, imamo gosto dlako, ki nas greje. To je dar, zastonski dar. In potem, ko je pod seboj začutil, kako mišku enakomerno bije srce, je pomislil. Vse živali v gozdu, družina. Naslednje jutro so poljske miške našle svojega mladička, ki je spal na snegu, topel in varno spravljen pod kosmatim telesom zajčka. Njihovo olajšanje in razburjenje sta bila tolikšna, da jim sploh ni prišlo na misel vprašanje, kako da se je tam sploh znašel zajček. Bobri in veverice se še danes sprašujejo, kateri član njihove družine je na tisti sveti večer pustil zanje one male darove. Tedaj so miši pristopile še k zajčku. Njegovo telo je skoraj zmrznilo, kljub toplemu kožuščku. Pomagala so mu, da je prišel k sebi, potem pa so ga povabile na praznovanje Jezusovega rojstva na svoj dom. Nobenega drugega glasu ni bilo več slišati, razen zavijanja vetra. In nihče ni v gozdu opazil velikega, srebrnega volka, ki je prišel in obstal pred krajem, kjer je zajček rešil malega miška. In stal je tam, ne da bi se ganil ali kakorkoli rekel ves božični dan, vse do noči. In potem je izginil v gozd.